Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lep pozdrav iz športnega parka Domžale, kjer je pred nami nadaljevanje 23. kroga prve lige Telemach. Tule v precej vetrovnih in vremensko spremenljivih Domžalah se bosta čez nekaj trenutkov udarila domača ekipa Domžal in pa šišenski Bravo. Zaradi svoje višine dominante v igri z glavo pod hodovanjem Drkušiča v zimskem prestopnem roku, njegova vloga seveda še nekoliko pomembnejša. Tole pa je priložnost in gol! 1:0 za Domžalčane. Prvič v tej pomladi je zadel Arnel Jakupovič. Tale domžalska dominacija se zdaj pozna tudi na rezultatu. Alič, ne vem, ali je sicer podal ali streljal, to trenutno niti ni tako pomembno. Predvsem je nekako na prepihu za zdaj Memič, ampak tule je napad Brava. Žoga do Bajdeta, Bajde pa žoge ni najbolje zadev. Znova poizkuša Juril v kazenski prostor, Memič za trenutek do žoge, pa zdaj Španring z nekaj težavami. Jakšič je odbil, kdo bo tule prišel do žoge, na koncu poizkus Ileniča, odkar je Bravo prvoligaš. Dobro, zdaj Jakupovič, Juril se ponuja, Juril ima nekaj več prostora, Juril strelja, doda Josipovič je imel tule, zdi se vse pod nadzorom. Se zdi, da obe ekipi še kar precej varčujeta z energijo. Zato ne zdaj podaja Ibričiča. Pa Markuš še enkrat do strela in gol! 2:0 za Domžale. Benjamin Markuš je vroč in to je dokazal s fantastičnim zaključkom. Domžale pa torej od 56. minute vodijo z 2:0. Nasmejanje Dejan Đuranović, zdaj pa je že popolnoma jasno, da je Benjamin Markuš odkritje drugega dela sezone. Tule je res fantastično. Domžalčani niso zadovoljni s tole odločitvijo, to da Pišek je potem ukradel žogo Sanaju, to je zdaj Ibričič. Ibričič na Jakupoviča, Jakupovič in gol, ki pa ne bo veljal. Vsaj za zdaj torej tale zadetek ne bo veljal, kajti po mnenju sodnikov je bil Jakupovič v prepovedanem položaju. Kako zelo tesno je bilo. Tam sta bila praktično povsem v liniji o podaji Ibričiča, Trontelj in Jakupovič zaključek. Arnela Jakupoviča je bil seveda fantastičen, takole z levico prek Josipoviča, ki bi tule lahko bolje odreagiral. No, tule pa je zdaj ustavljeno vse skupaj v trenutku podaje in ja, bilo je tesno, ampak zdaj imamo torej VAR, ki potrjuje, da zadetek velja. Ekipi z mesta ob Kamniški Bistrici, predvsem tu seveda mislim na Mitjo Ileniča, ki se je pokazal kot izvrsten bočni branilec. Tole zdaj Maružin, Kerin ima priložnost, Molalič brani. In še konec akcije, Kavčič do strela, še enkrat Molalič, na to pa je razčistil Usmani. No, zdaj pa je tudi Ajdin Molalič. Danes smo dobili od Brava manj, kot smo pričakovali, to je potrebno priznati. Na drugi strani pa Domžalčani torej z novo potrditvijo, da so v odlični formi. Alič zdaj podaja pred vrata, še ena priložnost Domžalčanov. Tule je Podlogar, ki pa ni uspel na koncu premagati Josipoviča. Dejan Đuranović, trener Domžal, zmaga proti Bravu s 3:0. Že sam začetek je bil videti zelo agresiven, praktično prvih 15-20 minut niste dali dihati Bravu. Je bil to že od samega začetka vaš taktični plan ali so toliko samozavestni vaši nogometaši, da so tako vstopili v tekmo? No, dobro, mislim, da gre eno z drugim. Po zadnjih predstavah in rezultatih je samozavest na pravem nivoju in želja pa tudi gremo v tekmo na tak način in pomembno je bilo, da smo šli v tekmo na tak način, da pridemo v nek svoj ritem in to smo tudi naredili in tudi hitro vodstvo nam je omogočilo potem, da gre tekma nekako po naših željah, v naši smeri in potem smo to nadaljevali in potem seveda z drugim zadetkom je to nekoliko bilo še lažje in mislim, da smo potem odigrali tekmo po naših željah. Fantom čestitke res za prikazano, nagrajeni smo bili, tako da smo zadovoljni. Nova tekma in nova ničla zadaj, torej znova niste prijeli zadetka, verjetno ste s tem obrambnim delom igre tudi zadovoljni.
Ja, sigurno želja že po temu, da lih s to agresijo, da poskušamo nasprotnika držati daleč od naših vrat, kar nam to tudi omogoča. To nam trenutno uspeva in zaradi tega tudi zadovoljstvo toliko večje in tudi ta samozavest, mislim, da nam bo še tudi vnaprej pomagala, tako da, ampak čakajo nas nove tekme, čez 3 dni je že nova tekma in že počasi bomo razmišljali o tem. Omenili ste da je hiter čas do nove tekme, 4 boste odigrali v naslednjih 14 dneh. Najverjetneje bo prišlo do kakšne rotacije v sami ekipi, v začetni enajsterici. No, to bomo videli zdaj, v kakšnem stanju so fantje, če so kakšne težave, lahko tudi pride do rotacije, vendar trenutno ekipa dobro funkcionira, ni potrebe po kakšnih drastičnih menjavah, ampak kot sem dejal že pred tekmo, imamo igralce, ki so pripravljeni, čakajo na svojo priložnost, tudi danes smo naredili 5 menjav, tako da vsi igralci verjamem, da so posebej v taki klimi, kot je trenutno, čakajo na svojo priložnost, svoje minute in kot si želimo, da jih tudi oni izkoristijo in zadovoljstvo je. Oben je Dejan Grabič, trener NK Brava. Dejan, danes je že začetek tekme napovedoval oziroma se je kazalo, da Bravo danes ni povsem pravi oziroma takšen, kot je bil na prvih 2 tekmah spomladanskega dela. Kako ste videli začetek te tekme? Ja, res je, strinjam se. Mi smo bili pripravljeni na njihov visok pritisk. Nismo se pa, zdaj naša priprava je bila naslednja, da se dobro razporedimo v fazi napada, kljub njihovemu pritisku in da probamo izigrati, ko tega ne moreš izigrati, igramo direktne žoge in smo dobro razporejeni za osvojitev drugih žog. In ker nam to ni uspevalo, smo nepripravljeno žogo pošiljali naprej, se pravi v slab razpored, v duel, v nek dvoboj in nismo bili uspešni na teh tako imenovanih drugih žogah, ko je do njih prišlo. Domžale so bile odlične, zaslužena zmaga, čestitam jim. Mi pa, ko smo malo nedosledni, ali je to taktično ali energetsko, se je videlo, da nismo mogli slediti. Kljub temu pa potem v drugem polčasu se mi zdi, da smo vseeno popravili nekaj segmentov igre, ampak ko proti tako kvalitetnemu nasprotniku vstopiš slabše, te potem tudi neke stvari ne nagradijo pri zaključkih napadov. Včasih na trenutke se je zdelo, da v obrambi, pa čeprav je obramba ista kot na prejšnjih tekmah, da je bilo nekaj zmede, da je bilo nekaj negotovosti. Kako ste videli ta obrambni del vaše ekipe danes? Obrambno linijo ali igro v obrambi? Igro v obrambi. Ne vem, ne, oni so se dobro pripravili na nas, se pravi, še preden smo uspeli priti v nek pressing, so pošiljali dolge žoge in iz tega poskušali nas prehiteti zopet v to drugo žogo in tem uspevali. In tukaj je glavni razlog, da mi nismo mogli povezati celega kompleksa, se pravi in napad in obrambo, igro v napadu in igro v obrambi. Se pravi, ni bilo dovolj intenzivnosti, dovolj krvi, da se res dobi tiste nikogaršnje žoge in v tem smo bili pač slabi danes. In zdaj vidimo, da če malo kalkuliramo, če si malo štejemo korake, da bomo težko uspešni. To vemo. Je pa to stvar, kaj bomo popravili do četrtka. Na srečo je zelo malo časa do naslednje tekme, torej časa za objokovanje tega poraza ne bo veliko. 4 tekme vas čakajo sedaj v dobrih 14 dneh. Verjetno ste lahko zadovoljni, da nimate poškodovanih igralcev in da na ta način boste lahko verjetno rotirali, verjetno bo potrebno rotirati. Verjetno, že pred to tekmo smo razmišljali, ampak bi bilo malo nelogično, da po zmagi s 3-0 nekaj spreminjaš. Res pa je, da smo na treningu opazili, da je na kakšni poziciji nekdo bil boljši v zadnjih dneh in smo po nekem nepisanem nogometnem pravilu ostali s to ekipo. Če bi zdaj šel še enkrat nazaj, bi verjetno kaj porotirali. Za naprej bomo pa videli, imamo širok kader, odlične igralce in jih bomo uporabljali zagotovo. Dejan Grabič, hvala lepa. Hvala. Benjamin Markuš, nova tekma in pa nova zmaga za Domžale bi lahko dejali, ob tem pa še vaš drugi zadetek v tem spomladanskem delu sezone. Kako ste videli tekmo proti Bravo? Pa ja, vedeli smo, kakšna ekipa je Bravo, da so dobri defenzivno, da probajo potem na neko tranzicijo iskati svoje zmage. Mi smo probali žogo čim bolj zadrževati, jih stiskati gor in mislim, da nam je to uspelo, ker smo že od samega začetka tekme gor parjeli in kontrolirali celo tekmo.
Na začetku drugega polčasa ste dosegli zadetek, in sicer drugega v tem spomladanskem delu sezone, pa še 2 asistence imate. Verjetno ste svojo formo trenutno precej zadovoljni. Pa ja, seveda, da sem zadovoljen, ampak jaz bolj probam pomagati ekipi, kot gledati na lastno statistiko. Seveda sem vesel, ampak mislim, da na prvem mestu ekipa in vedno bo. Sedaj vas čakajo še 4 tekme v 14 dneh. Takole ste mi dejali, preden ste začeli intervju. To je zame super. Zakaj? Ja, vsak nogometaš hoče igrati tekme, kar se jih da veliko čim hitreje in mislim, da je to najbolj. Hvala lepa in veliko sreče še naprej. Hvala. Mitja Križan, danes kljub temu, da ste dobro vstopili v ta spomladanski del sezone, ampak danes proti Domžalam se nekako ni išlo. Rezultat 3-0 za Domžalčane. Kaj je šlo praktično narobe v tej tekmi? Pa vedeli smo, kakva ekipa je Domžale. So bili v nekem naletu, so zmagali 2 tekmi. Mi smo isto imeli dobro formo, ampak mogoče nas je ta samozavest malo. Smo preveč samoumevno vzeli tekmo, da bo prišlo samo od sebe. Štartali smo slabo tekmo, pobirali so nam duele, druge žoge in tako, to je pol odraz tega, če nisi zbran. Na trenutke se je zdelo, da ste imeli kar nekaj težav v obrambi, pa čeprav je obramba dejansko identična kot na preteklih tekmah. Kaj je bilo v tem delu igre? Ja, ne vem, mislim, mogoče slab fokus te druge žoge, mogoče spuščanje linije prepočasno in preveč prostora smo jim puščali, da so oni lahko se razigrali. Sedaj vas čaka zahteven razpored tako časovno, kot tudi glede na nasprotnika. Najprej Olimpija, potem Maribor, pa Tabor in na koncu še Koper v tem kratkem ciklu. Kako se pravzaprav lotiti tega zelo zahtevnega ritma? Ja, mislim, treba iti vsako tekmo posebej, narediti analize, kaj smo slabo delali. Vemo, da smo že prejšnji krog, smo isti razpored imeli, ampak smo lahko nekako dobre rezultate, tako da je vse mogoče.